Cenjene gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji najnega Skokcasta, dobrodošli v že 9. epizodo najnega podcasta. Lep pozdrav še z moje strani. Ja, za nami je kar nekaj tekem, zdaj se malce dlje nismo oglasila, tekem se je nabralo, slovenskih uspehov se je tudi nabralo. Ja. Sicer v Lahti malo manj, da Lahti lahko pozabimo, pa da gledalci ne bojo zamerili. Ja, imamo žalost gledati tisti tekmo v Lahtiju. Ja, to je bilo verjetno še najslabše prizorišče od novega leta zagotovo, glede naših. Tako da se bom v bistvu kar osredotočila na norveško turnejo moške in žensko. Tako. Tekem je bilo kar veliko pri ženskah, še ena več kot pri moških. Moških, ja. Tudi denarni sklad je bil, zanimivo, je bil višji pri ženskah. Zanimivo. Ko smo že pri tem, si mogoče zasledil, zakaj? Jaz moram priznati, da nisem. Zakaj je pri ženskah višji sklad? Nisem zasledil, da. Tekma več je bila, ne? Verjetno zaradi tekma več, ne? Tekma več, ja. To je vse prav tako. Vse prav, ko je glih 8. marec. 8. marec, tako da... Emancipacija. Ko gremo začeti z ženskami za 8. marec. Gremo. Zdaj pravimo beležko. Ja, se pravi... Ja, začnemo v Lillehammerju, so dve tekmi ženske. Na prvi tekmi je zmagala Takanaši, druga Križnar, tretja Bogataj. Moje mnenje o tem. To je zelo presenetljiv vrstni red. Ne, mislim, se je v bistvu pri ženskah je tale res vrh, ne, je predvsem omejen, če tako pogledamo. V bistvu poleg teh treh. Še Kramerjeva, občasno Offsetova, kot smo videli, ne, Althausova še kdaj. To je že v bistvu to, ne, kar se tiče stopničk. Tako da v bistvu se je ta vrstni red tudi med celotno turnejo nekako izmenjeval. Ponavljal se je izmenjeval. Se ponavlja se, če gledamo samo Niko Križnar, je bila 3-krat zapored druga. Ja. Tako da ja, mislim, da lahko res še enkrat več pohvaliva obe najboljši slovenske skakalke. Tako, Nika Križnar je tudi osvojila norveško turnejo pri ženskah. Uža je bila skupno tretja. Druga pa Takanaševa. Ja, tako da, ja, mislim, nikaj dosti dodatne, vse vidimo. Težko je bilo še boljše. Ja. Tudi zanimivo vrnila se je spet med dobitnice točk Maja Vtič, ne? Ja. Po dolgem času je tudi lepo videti eno veteranko, bomo rekla. Ja. Tudi Jerneja Brecel je kar lepo skakala med 15 strano. Ema Klinec je spustila turnejo. Veš zakaj? Nisem zasledil. Ne vem, ali je šlo za mogoče celo za okužbo s koronavirusom. Mislim, da je bil stik. Mislim, da je bil rizičen stik, ne? Je bilo v karanteni, ne? Ja. No, pa vseeno super rezultati pri ženskah. Ja, tudi recimo na drugi tekmi, ne? Križnarjeva si že rekel, je bila spet druga, Bogatajeva je to bila tudi spet tretja, ne? Zmagala je Kramerjeva, ja. Ja. Ja, štiri glavne favoritke so trenutno na svetovnem pokalu. Ja. Čeprav, mislim, da je svetovni pokal pri ženskah že odločen. Ja, sicer matematično še ne, Matematično ne, ampak Kramerjeva mora osvojiti 5 točk na naslednji tekmi, potem tudi Križnarjeva moraš prehiteti, ne. Mogoče malo škoda, niso začeli prej skakati. To dobro naše pozdravljanje. Pa Kramerjeva je že dobila virus, tako da to ne moramo čuditi. Ker lani je ravno bila podobna situacija, Kramerjeva je še nekaj točk rabila, potem pa dobila virus. Dvakrat zmagala? Mislim, da je. In potem... Ampak sem pa mislim, da ne želimo tako osvajati globusov, ne. Sem treba izpostaviti, če tudi mešano ekipno tekmo. Ja. Se je odvijala v Oslu na legendarne skakalnici Holmenkollen, ker je v bistvu tudi nič nepričakovanja. Tesna zmaga Slovenije. Tesna zmaga, samo za 75 točk. Ne, zanimivo, res. V vseh konkurencah, ne, če vzamemo, je res to daleč najmanj izenačeno. Tukaj so naše skakalke in skakalci tako močni. Sem pohvalil, da je delajo v obeh taborih dobro, vrhunsko in to. Mislim, malo nezanimivo že gledati. Ampak sem tako zmagoval. Ampak mi nimamo nič proti. Treba pa še omeniti tudi mladinsko svetovno prvenstvo. Smo pri mešani ekipni tekmi, je tudi Slovenija tam zmagala. To je zelo zanesljivo, mislim. Ja, mislim, da okoli 30 točk tam je bila.
Postava pa ne vem, če točno je. Ja, tudi Nika Prevc je postala posamično. Tudi posamično, ja. Svetovna prvakinja, pa ena druga punca je bila pa druga na tej tekmi, moram priznati, da mi je šla za izglede. Taja Bodlaj, Taša? Ja, nekaj takega, ja, tako. Ja, pri fantih je pa vmešani zraven še Maksim Bartol, pa še en, sem pa res pozabil. Ampak ja, zmage so bile povsod. Ja, spravi... Težko je slediti s zmagom. Ja, res. Težko je slediti s zmagom. Res. To, da se za prihodnost naših skokov se nam res skljela, ne gre bat. Ja, na mešani ekipni tekmi, na drugem mestu Avstrija, tretja Norveška. V bistvu je Slovenija edina, ki ima res 4 skakalce, ki ne delajo napak. Ja, vsi ostali imajo vse en šipki člen. Ja, pač v naši ekipi bilo koga bilo zdraven. Takrat sem bila Zajec in Kosa. Če bi bila Laniška in Ceneta Prevca, mislim, da bi vseeno gladko zmagali. Ja, sigurno. Ja. Smo se malo pogovarjali zaprej, da tudi če bi Bine noči skakal. Pa Hrgota. Vseeno za 10 točk zmagali, verjetno. Ampak punc pa ne bi smeli verjetno spreminjati. Ja, punci sta pa predpogoji. Tako, ja. Ja, v bistvu še... Ja, zdaj punce so imele, mi da so se dotaknili zdaj šele prvi 2 tekem, žensko v Lillehammerju. Pa mešane, da so bili še v Oslu. Še 2 tekme so bili v Oslu, spet sicer brez slovenske zmage, Prvo tekmo dobila Norvežanka, domačinka Opsetova, drugo spet Takanašijeva, ampak spet Križnarjeva na prvi tekmi druga, na drugi Bogatajeva druga. Križnarjeva je četrt na drugi tekmi, ampak je bilo dovolj za zmago na norveški turneji. Mislim, da je zanesljivo zmago. Ja, mislim, da je več kot 10 točk. Tudi, tako kot sva rekla, recimo Rogljeva je bila 12. Pa 11 na teh 2 tekmah, Brecljeva je izenačila. Lillehammer je bila tudi 7. Zelo 7, ja, Brecljeva je bila z 9. mestom izenačila najboljši svoj rezultat. Se pravi... Super, tudi ekipno gledala. Tudi ekipno. To je bila, da reče, prva izvedba za ženske. Je bila? Jaz mislim, da je bila to prva ženska. Uspešna prva ženska. Zelo prva in tretje mesto. Kar se tiče gledala slovenskih skokov, je bilo pač ženska izvedba super. Si želimo čim več, ne? Ja, pa s takimi rezultati, sploh. Res upamo, da bo tudi novoletna turneja, čim prej. Tudi pri ženskah, v takšni obliki kot... Ja, da se 4 tekme. Ja, kot je moška. Zdaj 2 tekmi... Nekaj je, začetek je. Če se pa lotva zdaj moških, je bilo manj tekem, ne? Ja, manj tekem in tudi malo manj slovenskih uspehov, ne? Ja, manj. Na prvi tekmi v Lillehammerju zmagal Kraft, očitno v vrhunski formi. Ja, zanimivo. Te je presenetilo, kako je Kraft tudi dobil turnejo, to moramo omeniti. V bistvu me je presenetilo, da je tako dobre formi, da se vredno skače in bo zelo nevaren konc tega tedna na svetovnem prvenstvu po letih. On je že tako odličen letal, zdaj je pa še prišel v formu res pravo časa. Mogoče je tudi svetovni rekord v nevarnosti, njegov rekord v nevarnosti. Bo kar zanimivo. Ja. Pričakujemo verjetno boj Norvežanov, Slovencev in Krafta. In mogoče verjetno Kobayašija. Mogoče še Geigera. Tako, vse te, ko so najboljši formi letalci. Ja, najboljši skakalci so tudi najboljši letalci. Ja, zdaj Domen Prevc je skakal, treba me Domen Prevc je skakal, svetovni pokal in na letalnice zaživi. Če bo redo pripravljeno, če se bo zboril mesto, če je taka, temu reče angliški izraz, je wild karta. In ga pač, da me ne presenetilo, če bi bil zbran v ekipo in zmagal pa na koncu. Ja, zdaj čul sem, da bo šlo 6 naših skakalcev in bo potem 4 izbral skozi interne kvalifikacije. To je v redu. Tako da konkurenca bo spet zdrava, ne bomo rekli. Ja, mislim, da če spet ugibava, koga bo pelal sabo, verjetno Lanišek, Cene Prevc, Peter Prevc, verjetno Domen Prevc, Timi Zajc in pa verjetno Jeler. Ja. Dobro Kosa si. Mislim, da jih je že določil. Mislim, da bo dobro, mislim, da ni Žiga Jelerja. Tako da mislim, da ta šesterica in bo potem... Da bojo vsi 3 brati Prevc? Ja, mislim, da, ja. Tako da bo med temi potem izbiral.
Ja. Enostavno se bo treba izkazati, ne. Ja, pa no, vrnil se nazaj na Norveško turnejo. Spet obažil, lačno poleta vzgleda. Ja, res. V bistvu zdaj smo skoki končali, ne? Ja, v bistvu zdaj sploh ne skokov, ja. Zdaj samo še poleta. Sezona je končala, ja. Tako da zdaj smo prišli na svoj račun ljubitelji poletov. Ja, se pravi, na prvo tekmo, ja. Ja, naših skakalcev. No, menili smo Kraft je zmagal, drugi Kobayashi, tretji Geiger. Ja. Ostane naši bolj povprečno. Ja, cena je bil 7, Lanišek 13. Potem pa zdaj 17, Kors 22, Jele 24. Se pravi, ekipno spet... Se vidi, da uspeh, ampak ni manjka pika. Z izjemo Semeniča so bili vsi v točkah, ampak malo je manjkalo. Ja. V bistvu v Oslu na prvi tekmi je pa zmagal Lindvik domačin, drugi je bil Eisenbichler, tretji pa Johansson. Tukaj pa treba izpostaviti tudi Ceneta Prevca, ki je bil peti. Na petem mestu, ja. Pa Zajc 13, Kors 15. Spet, ekipno, spet, to je, mislim, tretje sezone. Pravzaprav tako že celo sezono se zdi, da z izjemo Laniškovih drugih mest vedno zmanjka neka pika. Ekipno zelo vredo, pač zdaj se res spomnim, da smo imeli 5 skakalcev, ko konstantno skačejo točke in s temi se tudi borijo za stopnička. Ampak pol zmanjka pika nije, to je. Ja. Potem, če gledamo naslednjo tekmo, v Oslu v drugo zmagal Tande, drugi opet taka pika nije. Ja, tle je vlad. Laniškova pika nije. Ja. Laniškova skok na drugo mesto. To tem smo že govorili, ne Lanišek in druga mesta. Eno zmago, pa zdaj mislim, da že 9. drugo mesto, če se ne motim. Ja, druga mesta so res njegova specialiteta. Ampak, kot sem rekel že prej, če moram izbirati, da je kdo premagal Laniško, sem pa vesel, da je bil to Daniel Tande, sploh na domačem prizorišču. Ja, sploh po lanskem padcu. In se je zelo hitro se je pobral. Ti spadec je zelo hudo. Ja, rekli so celo, da je za nekaj trenutkov celo njegovo srce že nehalo biti. Potem takšen povrat, da je zmaga. Mislim, da smo res lahko vsi ljubitelji skokov. Če mora kdo ne Tande, zmaguje, prehiteva naša. Tako je. Ja, v bistvu Tande je zanimivo tudi to leta, mislim, da še pred tem padcem 2018, da je imel tudi eno kar grdo bolezen, zahrbtno imunsko, ne? Ja, nekaj imate to, to, da je premagal in to bolezen in ta padec in zdaj na domačem prizorišču zmagal, to je res... To je prav borec. Ja. En poklon, ne, tudi znanje. In spet znamo reformati poleti, ne? Ja. Ekipna zlata, mislim, da bomo Norvežani in pa nami. Ja, mislim, da... Ampak Avstrijci so pa taki, ne? Avstrijce je vedno nekako malo jevnemo z rezervno, na ekipni tekmo pa vedno dajo vse od sebe, ne? Ja. Tako da... Kraft in Fetner sta v vrhunski formi trenutno, ne? Ja, Huber pa Herald sta še malo neznanka, kar se poletov tiče, ne? Tudi tiste v redu skače iz celinskega pokala, mislim, da Ulrich Volgenen. Ja. On skače v redu. Tudi Nemci z Geigerjem, Eisenbichlerjem. Eisenbichler in Geiger zna tako dobro poletetno. Samo je pa problem pri ostalih dveh. Ja. Ne vem, kjer je bojo. Konstantin Schmidt verjetno pa... Verjetno Laje. Ja, ampak ja, pustimo poleti. Da je odnesek. Se pravi, zdaj sva že, rekla sva Tande prvi, Lanišek drugi na tej drugi tekmi v Oslo. Tretji je bil Kraft, šesti Ceneta Prevc. Mislim, da je bil na vseh tekmah med 10-terico Ceneta Prevc. In tudi skupno. Je bil četrti, ja. Tako, res, on je zagotovo. Bil naš najboljši na turneji, Lanišek je bil 11. na turneji, Zajc 15. S tem, da moram reči, da Petra Prevca ni bilo na turneji. Zakaj ni bilo turneji? Mislim, da je tudi iz enakih razlogov kot tema. Da je to imel. Ne vem zdaj, ali je zbolel, ali pa celo zbolel. Mislim, da bi pozitiven, ja. Ampak... Glavno, da bo nazaj zdaj za polete. Letalec je soliden. Več kot soliden. Glede na to, koliko globusov je tudi že poleti osvojil. Če samo menila še, da je
Smo imeli že, da je pri moških ne zmagal Kraft, drugi smo imeli. Ja, nismo imeli še, da je bil drugi Geiger, tretji Kobayashi. No, to je v bistvu standard te sezone. Zdaj so to 3 najboljši. A ne, Kraft je najboljši? Kraft ni, ne, Kraft je zdaj... Kraft je tako najboljši. Ja. Prvi 3 so v bistvu pa Kobayashi, Geiger. Kobayashi, Geiger, pa mislim, da potem Graner, Lindvik. Tako je. Tako je, tretji, četrti. Ja, v bistvu tudi tale boj za veliki kristalni globus med Geigerjem in Kobayashim je še vedno tesen. Ja, tesen, ampak trenutno malo dobiva Kobayashi. Kobayashi ima, mislim, tam nekaj čez 60 točk. Ja, trenutno 66. 67, nekaj takega. Ja, ampak to za nas je še 4 tekme, ne, smo tam pokala. Če kdo ne ve, se nam prvenstvo v poletih ne šteje, da točno to ne pokala. V bistvu samo še 2 poleti v Oberstdorfu in pa 2 v Planici, ne. Ja, pa da 4 tekme, 66, tad bojo do konca. Ja, verjetno se bo na zadnji tekmi odločilo. Ja. Kar se nas spomni tudi na tisti boj med Freundom in Prijevcem. Čeprav mislim, da ima Freund takrat 100 točk prednosti pred zadnjima 2 tekmoma. Ja, takrat je Prijevc veliko nadoknadil, ampak je malo zmanjkalo pa na koncu. Mislim, v bistvu ni zmagalo čisto nič, ne? Ja, po točkah ne. Zmanjkalo je pa zmagal malo. Ja, zdaj rekla sva, polete sva že veliko omenjala, ne? Ja. Mogoče ena tvoja pričakovanja, mogoče pred poleti omenil si svetovni rekord je v nevarnosti. Ja, glede to, v kakšni formi so te najboljši trenutno, nasploh Kraft, če bodo, mislim, da lahko Kraft popravi svoj rekord, ker tam pač vsi te moja strokovna ocena, zdaj pa laična strokovnost, jaz pač Geiger pa Eisenbichler so pač malo zelo visoko porabila leta, pa težje pristanejo po teh ekstremnih daljavah. Kraft je pa bolj po hrbtišču in potem lažje pristane z manjšo silo, pa postane naše daljave. In mislim, da če lahko pristane pred lekom 53 metrih in pol, je to Kraft in pa takšni skakalci. Lindvik, Graner, misliš, da ne morete? Lindvik, Graner, tudi bi lahko, ja. Tudi bi lahko, ker so pač letalci. To je tudi Domen Prijevc, na koncu bi tudi lahko, če zimo skok uspe, pa če... Z Domen Prijevc je trenutno še neznanka. Tako da bo skakal 150, pa da bo skakal 250. Na poletih se prebudi. Res, na zadnji tekmo sem bil malo bolj pozoren, kako se je res njegova tehnika spremenila. Včasih je bil znam po tistih dobesedno smučeh za vse v šesti, zdaj pa je to drugačna tehnika. Ja, no, zdaj... Favorit zame trenutno je Kraft, ampak svetovna prvenstva je tako 4 serije so, ne? Ja, 4 serije so, tako to moraš reči. Da tisti, ki bo najbolj konstanten, bo zmagal. Lahko da bo Kraft postavil rekord, pa bo pol... Ja, sigurno. Lahko nekdo postane svetovni rekorder, pa recimo na 90 ne? Ja, tako da nepredvidljivo je, recimo enemu tudi mogoče malo ponagaja veter v enem skoku, pa je že dovolj, ne? Ja, tako da treba bo biti res konstanten in me tudi malo sreče z razmerami, ne. Če bo kakšen močen veter, je pa na faktu samo 3 serije, tako je recimo na zadnjem svetovnem prvenstvu 2012 v Igersondu, ko smo v Ukrajini, mislim, da samo 3 serije, da smo samo 3 serije oddelali. Naši lahko, misliš, pride do medalje, ekipno, ja? Ekipno, ja, posamično. Mislim, da bi lahko, ker letalce, tukaj bi računal mogoče na Zajca, mislim, da v najboljši formi trenutno letalski od naših, najbolj konstanten je in mislim, da bi Zajc lahko tukaj kaj posegel po medalje. Jaz nekako mislim Zajc pa Lanišek, ne. Ja, prijem tudi Kos sem slišal, res še letena, pa je bojo dober letalec. Ja. Videli bomo, kako bo s Petrom, Peter je vrhunski letal, zdaj videli bomo, kako je po tej bolezni, ne. Ja, pa da ni preveč moči vzelo. Ja. Bo zanimivo še, bo zanimivo. Ampak karavana pa ostane na Norveškem. Ja, ostajamo pa na Norveškem, sedimo se v Vikersund. Bliža se tudi Planica, ne. Letos tudi z občinstvom, ne, tega smo res veseli. Tako da pridite vsi v Planico, če le morete, ne. Mislim, da si naši skakalci to zaslužijo. Letos si zaslužijo, da. Letos si zaslužijo. Tako da, ja, no, mislim, da zdaj sva prišla vse in še več. Tako, turnejo sva pokomentirala. Tako da sva tudi rekla, lahko sva rekla, da ne zapozamo. Nikaj dosti dodati.
Hincerbach. Tole smo še malo, mogoče če se tega omeniva sva, tisti teden, ko so bile moške tekme v Lahti, so bile ženske v Hincerbachu, ja, in tam mogoče edino to, naše skakalke so bile spet sicer na stopničkah, ne. Bogatajeva je prvo tekmo zmagala, Križarjeva drugo, tu več. Ja, na drugi tekmi pa je pa bil en dogodek, ko je v bistvu bila Bogatajeva po nerodnosti diskvalificirana. Že v kvalifikacijah, ja. Sva rekla, ugotavljala sva zdaj, ali je bil kriv tu trener, ali ona. Skratka, na tisti oranžni luči, ne, se je spustila. Ja, trener je zamahnil na oranžne luči. Ja, in... Da je, pač to je avtomatska diskvalifikacija. Ja, če se tekmovalec ne spusti, ko ima zeleno, ne, pa rdeči, oranžni je to... Ja, pa če se spusti pri rumeni, je tudi diskvalifikacija. Ja, tako da to je bila velika nerodnost. Ampak, če tega ne bi Bogatajeva, mislim, da je gladko zmagala. Verjetno tisti vikend je bilo daleč najboljše. Tudi Križnarjeva je rekla po koncu, da je žal, da bi v bistvu Bogatajeva... Križnarjeva je preskakovala za 15 pik skupno, še kaj več, pa ona je potem Križnarjeva zmagala tekmo, na kateri je bil Bogatajeva. Ja, tako da, ja, vse se zgodi, ne. Zdaj pa sva vse povedala. Zdaj pa sva, ja. Tako, to je bila zdaj 9. oddaja, se pravi naslednja bo že jubilejna 10. Ja, nič, oglasila se bo že s poletov, ne, svetovnega prvenstva v poletih, verjetno že po koncu poletov. Po koncu poleta, ko nam bo čas zapuščal. Tako da, hvala za pozornost, ja. In nasvidenje. Nasvidenje.